Lep pozdrav, leto je okrog, še eno leto za nami in konec leta naredimo inventuro. Računovodja mora vedeti, kaj je bilo v preteklem letu, kaj so njegovi dosežki, na podlagi dosežkov oblikovati tudi svoje bodoče cilje. Kot veste, smo lansko leto uspeli pridobiti na Visoki šoli za računovodstvo podaljšanje akreditacije tako VŠR-ja, kot tudi podaljšanje akreditacije visokošolskega programa računovodstvo in finance. Ta program ima osrednjo nalogo, da omogoča pridobitev znanj, ki jih potrebujemo računovodje, finančniki pri izvajanju svojega dela v poslovnih subjektih, kjer delamo. Lansko leto nam je uspelo pridobiti magistrski program. Akreditirali smo ga za 7 let, enako kot prejšnje 2 akreditacije, to je maksimalno možno obdobje. Magistrski program obravnava forenzične preiskave v financah in računovodstvo in kot takšen je izjemno aktualen. V bližnji okolici nimamo podobnega programa. V Sloveniji smo edini, tako na prvi stopnji kot na drugi stopnji. Smo strogo specializirani in vzgajamo računovodje, na drugi stopnji pa računovodje preiskovalce. Znanja, ki jih naši diplomanti imate, so izjemno pomembna in kot sami opažate, ste v svojih okoljih cenjeni, spoštovani kot dobri strokovnjaki. Prav ta znanja nam pa omogočajo, da razmišljamo tudi o načinu reševanja naše krize, s katero smo lansko leto živeli, pa bojim se, da kljub nekaterim napovedim statističnih kazalnikov o rasti GDP-ja, lahko razmišljamo, da bo tudi kriza naša spremljevalka v naslednjem letu. Ne verjamem, da je sposobno s pomočjo izvoza sanirati našo gospodarsko situacijo. Potrebne so strukturne reforme. Do teh bomo prišli, če bomo želeli. Forenzični preiskovalci bomo v teh primerih, predvsem na področju napačnega poročanja, imeli veliko dela. Takrat, ko slika poslovanja ni takšna, kot si jo želimo, pač želimo v bilanci prikazati neko stanje malo drugače. Tu pa že govorimo o goljufivem poročanju, ki ga obravnavamo forenzični preiskovalci. Računovodje smo spet stalnica pri oblikovanju predlogov poslovnih odločitev. In ena najpomembnejših odločitev je vsekakor odločitev, kako iziti iz krize. Prepričan sem, da bomo v prihodnjem letu obilno uporabljali znanja, ki smo jih pridobili na šoli ali pa na Inštitutu za poslovodno računovodstvo, kjer usposabljamo strokovnjake z področja računovodstva, financ, kjer praktično prikazujemo, kaj moramo računovodje vedeti in kako reševati probleme. Pa naj bo dovolj resnih tem, zdaj ob koncu leta, bi vam lahko zaželel še samo vse naj v naslednjem letu.